Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni. Ugotavljam, da se vas je večini že uspelo pridružiti današnji seji. Predvidevam, da se bo v naslednjih minutah to uspelo še vsem ostalim, ki se niso opravičili za današnjo sejo. Izvedel bom testno glasovanje samo, da ugotovim, ali imamo sklepčnost za današnjo sejo. Ni potrebno glasovati. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta na podlagi števila trenutno pridruženih sej, ki znaša 29 prisotnih, ugotavljam, da smo sklepčni. Zato mi dovolite, da pričnemo z 19. izredno sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32., 33a in 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ter po dogovoru s kolegijem Državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 30.11.2020. Ugotavljam, da se za današnjo sejo ni opravičil nihče izmed državnih svetnic in svetnikov. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janšo. Na sejo smo povabili magistra Andreja Širclja, ministra za finance, k prvi točki dnevnega reda. Sklicem izredne seje ste po elektronski pošti 21.12. prejeli dnevni red, ki se glasi: predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, EPA 1368/8. Skladno z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in brez glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 19. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije naslednji. Prva in edina točka: predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, EPA 1368/8. Tako torej, kar prehajamo na obravnavo prve točke dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, EPA 1368/8. V naši sredi oziroma v dvorani Državnega sveta prav lepo pozdravljam magistrico Kristino Šteblaj, državno sekretarko na Ministrstvu za finance, in magistrico Petro Istenič, vodjo sektorja za sistem obdavčitve dohodka iz premoženja iz direktorata Ministrstva za finance za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Dobrodošle. Državni svet je zakon sprejel na 53. izredni seji 17.12.2020. Po elektronski pošti ste ga prejeli še isti dan in bil je tudi priložen sklicu današnje seje. Sklicem izredne seje ste 21.12.2020 po elektronski pošti prejeli tudi predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim državnim svetnikom Brankom Tomažičem. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov za sprejem odložilnega veta, ste prejeli po elektronski pošti 21.12. s sklicem današnje izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti 23.12.2020. Prav tako so predlog odložilnega veta obravnavale interesne skupine, in sicer interesna skupina lokalnih interesov, interesna skupina delodajalcev in interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Vse tri interesne skupine predlog odložilnega veta podpirajo. Po elektronski pošti ste 22.12.2020 prejeli stališče interesne skupine lokalnih interesov, danes pa še stališči interesne skupine kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in interesne skupine delodajalcev. Prosim vas, da vse morebitne amandmaje vložite v pisni obliki. Sedaj pa predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Kar povabim k besedi predstavnika predlagateljev odložilnega veta, državnega svetnika Branka Tomažiča. Izvolite, na voljo imate 15 minut.
Ja, hvala za besedo, gospod predsednik. Pozdravljene svetnice in svetniki tu v dvorani in tudi doma preko spleta. Državni zbor Republike Slovenije je na 53. seji 17.2. sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga obravnaval v državnem zboru po rednem postopku predložila vlada Republike Slovenije. S predlagano spremembo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo se usklajuje notranja zakonodaja, ki določa shemo državne pomoči davka na tonažo z odločbo Evropske komisije o podaljšanju navedene sheme za obdobje 1.1.19 do 31.12.28. Evropska komisija v letu 2004 sprejela smernice skupnosti o državnih pomočeh za pomorski promet, katerih namen je predvsem spodbujanje konkurenčnosti evropskega ladjarstva, ohranitev delovnih mest na kopnem in ladjah ter ohranjanja znanja kot pomembnega dejavnika za razvoj pomorskega prometa. Smernice dajejo državam Evropske unije podlago za uvedbo davka na tonažo, ki je mišljen kot ukrep za razvoj in ohranitev pomorskega prometa v EU. Predlagane rešitve so v predloženi noveli zakona vsebinsko enake in torej primerljive s tistimi, na katere je državni svet že ob lanski obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo podal pripombe, ki so bile podlaga za argumentacijo zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo. Kot veste, zakon takrat ni bil podprt. Zakon o tonaži naj bi se v slovensko zakonodajo uvedla priporočila Evropske komisije, ki se nanašajo na upravljanje ladij. Vkolikor bi bilo to res, pravi namen predlaganih zakonodajnih sprememb, bi Ministrstvo za finance s sporočilo Evropske komisije za uveljavitve ladij, ki je bilo v uradnem listu EU objavljeno 11.6.2009, ključno z zakonom o spremembah zakona o tonažah, ki ga vlada Republike Slovenije sprejela 9.2009, ali spremembami prvega zakona o tonaži, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela novembra 17. Zato ni nobene potrebe, da se tik pred zaključkom leta sprejme pomanjkljive in škodljive zakonske rešitve. Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije se ne izvaja samo na podlagi določb zakona o tonaži, temveč predvsem s pomorsko dejavnostjo, ki jo predstavljajo dejavnosti pristanišča, ladjarja ter šolske dejavnosti. Zakon o tonaži v sedanji obliki, s katerim se upravljalec ladij daje državno pomoč in hkrati izdanje odpravlja pogoj glede zaposlovanja pomorščakov, pripravnikov ter ladjarjev z argumentom o slabih gospodarskih razmerah dovoljuje neizpolnjevanje zahtev glede obnove flote, ni v skladu z resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Že leta 2007 je tujec, kupec slovenskega ladjarja, obljubljal vrnitev ladij pod slovensko zastavo in nakup pogojev s sprejemom zakona o tonaži, nato pa si je v 14 dneh po prevzemu splošne plovbe s prodajo svojih 20 let starih in zastarelih ladij slovenskemu ladjarju ponovno povrnil vso plačano kupnino. Kasneje je neobdavčeno razprodal celotno ladijsko floto slovenskega ladjarja, 25 ladij, obalne občine, odkoder je izhajalo več kot 1000 pomorščakov, so zato ostale brez pomembnega dela prihodkov. Tem istim osebam sedaj predlagani zakon o tonaži omogoča, da bodo prejele še dodatnih 35.000 evrov državnih pomoči in se hkrati izognile plačilu davkov, ne da bi bile glede na enkrat še skrite lastnike offshore podjetij, lastniki ene same ladje. Zakon o tonaži prav tako ne preprečuje, da bi novih 35 milijonov evrov državnih pomoči dobile osebe, ki so povezane z davčnim neplačnikom, ki državi dolguje preko 10 milijonov evrov, hkrati pa sta v zadnjih 10 letih prejeli še preko 23.000 milijonov evrov državne pomoči. Zakon o tonaži torej ne naslavlja bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala obstoj slovenskega ladjarstva. To niso zgolj rešitve povezane z shemo državnih pomoči davka na tonažo, ampak tudi sprejem zakonskih določb, ki bi zagotavljali razvoj pomorskega šolstva in usposabljanje ustreznega kadra. Zakon bi torej moral vsebovati določbo, na podlagi katerega bi bili upravljavci posadke upravičeni do državne pomoči le,
če imajo pomorščaki na upravljanih ladjah možnost izobraževanja in usposabljanja, če je zagotovljeno zaposlovanje pomorskih kadetov na krovu plovil, ter če bodo pripravniki lahko izpolnili pogoje za pridobitev strokovnega naziva. Prav tako bi bilo treba spremeniti zakon o delu, ki nepoštenim ladjam omogoča izigravanje zakonskih določb tega glede obnove flote. Zakon v predlagani obliki tudi nima vgrajenih ustreznih varovalk na način, kot je to na primer urejeno v zakonu o javnem naročanju. V skladu s slednjim morajo namreč subjekti, ki želijo sodelovati pri naročilih, predložiti izjavo o poravnanih davčnih obveznosti, kar bi moralo biti za prejemnike državnih pomoči in vse z njim povezane osebe ustrezno urejeno. Tudi v zakonu. Podobne omejitve za davčne dolžnike veljajo tudi pri upravljanju družb iz 10.a člena zakona o gospodarskih družbah, uradno besedilo tako naprej, ter za več kot 100.000 prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka iz 5. odstavka 8. člena zakona o začasnih ukrepih za omejitev odpravo posledic COVID-a. Skupina državnih svetnikov s mojim prvim podpisom predlagamo, da še enkrat, da se Državni svet sprejme naslednji predlog sklepa. Državni svet Republike Slovenije na izredni seji obravnava zakon o pripravljenih predlogih in zahtevo, da se ga ponovno da v obravnavo Državnemu zboru. Rad bi pa dodal še dve stvari, ki so bile danes mi poslane. Pomorska šola Piran je včeraj dala dopis nam, nekateri ste prebrali, pa vendar bom zadnji odstavek prebral. S pravkar sprejetim zakonom o tonaži slovenski poslanci sistemsko ukinjajo zaključek formalnega izobraževanja mladim pomorcem in se na ta način posledično odrekajo statusu pomorske države v bližnji prihodnosti. V zameno pa omogočajo skritim lastnikom družb v davčnih oazah reševanje finančnih in drugih težav na račun slovenskih davkoplačevalcev. In dobil sem tudi še eno stvar po mailu. Državni svet je 9.1.18 postavil vprašanje glede revizije poslov splošne plovbe v zadnjih 10 letih. Ker ni dobil odgovora, je tudi po 2 letih, se pravi 24.12.19, ponovno zastavil isto vprašanje. Danes po še enem letu, skupaj 3 leta, Državni svet še vedno ni prejel odgovora, ali je bila revizija opravljena, vsebinski, pravni in ekonomski pregled, kot ga zahtevajo standardi in še posebej za državno pomoč ladjarjem tudi Evropska komisija. Takšna revizija, ki jo je potrebno izvesti za ugotavljanje transfernih cen ter ustreznosti in upravičenosti podeljevanja in porabe državnih pomoči iz davka na tonažo v 13 letih ni bila nikoli opravljena, saj naveden davčni pregled temu ne ustreza. Gre za neverjetno aroganco in nespoštovanje državnega sveta in potem tisti uslužbenci ministrstva za finance, ki bi morali zagotavljati izvedbo revizije, namesto tega v zakonodajni postopek vložijo predlog zakona, ki daje podlage za nadaljevanje netransparentnosti poslovanja in uvajanja podloga za morebitno reparticipacijo skritih dobičkov oziroma za pranje denarja. Takega zakona si ti uslužbenci niso mogli sami izmisliti. Toliko za začetek. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju, državnemu svetniku Branku Tomažiču. Sprašujem, ali želi besedo predstavnica predlagatelja zakona. Da, izvolite. Besedo ima magistrica Kristina Števlaj, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovane svetnice, svetniki, lepo pozdravljeni. Predlog zakona, ki je predmet današnje razprave, je bil res predlagan oziroma podobna vsebina je bila predlagana že v lanskem letu in kot ste že tudi ugotovili, pač po ponovnem odločanju ni bil sprejet. Pri tem zakonu o davku na tonažo gre za državno pomoč, kot je bilo tudi tukaj že ugotovljeno. Vemo, da je ladjarstvo zelo mobilna gospodarska panoga in zato je Evropska komisija že v letu 2004 omogočila državam, da za ohranitev te panoge, kakor tudi pomorskega znanja v Evropski uniji, pomorskemu prometu pomagajo z institutom državnih pomoči, ki je v tem primeru davek na tonažo. Slovenija ima status pomorske države in je zato ta ukrep uvedla v letu 2007. Podlaga za uvedbo davka na tonažo je izhajala iz resolucije o prometni politiki Republike Slovenije, ki je bila sprejeta v Državnem zboru leto prej.
In ta resolucija predpostavlja uveljavitev davka na tonažo z namenom ustvariti primerljive pogoje slovenskim davčnim rezidentom v pomorski panogi, da bodo lahko konkurirali ladjarjem iz drugih evropskih in tudi tretjih držav. Potrebno je zavedanje, da gre pri zakonu o davku na tonažo za časovno omejen ukrep, za katerega veljajo določena pravila, implementacija teh pravil pa je predmet pregleda strani Evropske komisije. Evropska komisija vsakokratno podaljšanje državne pomoči odobri z odločbo. V tej odločbi navede, ali in na kakšen način je potrebno obstoječa pravila prilagoditi. Slednje se želi doseči zakonom, ki je pred vami. Če predlog novele zakona ne bo sprejet, bo veljaven zakon o davku na tonažo neskladen s pogoji, določenimi v odločbi Evropske komisije, s katero je bilo Sloveniji odobreno podaljšanje državne pomoči do konca leta 2028. Posledično bi bila že dodeljena državna pomoč lahko strani Evropske komisije prepoznana kot nezakonita. V zvezi z navedbami svetnikov, da so priporočila komisije glede upravljavcev že upoštevana v zakonu o davku na tonažo, moram dodati, da je bila novela tega zakona sprejeta sicer res oktobra 2009, kot je bilo tudi tukaj že pojasnjeno. Sporočilo komisije je bilo sprejeto junija 2009. To pa pomeni, da je bilo žal nemogoče v tako kratkem času prenoviti oziroma celoten zakon uskladiti s to komunikacijo, saj bi bilo treba zakonske določbe uskladiti z Evropsko komisijo in hkrati izpeljati še celoten zakonodajni postopek v 2 mesecih. Če dam samo za primerjavo, ko je Slovenija podaljšala shemo, je postopek z Evropsko komisijo potekal več kot leto dni. So pač dolgotrajni postopki. Nadalje, zakon, ki je pred vami, vsebuje določbo, da mora upravljavec, ki je povezana oseba ladjarja, na ladjo ladjarja vključiti pripravnike. Glede navedbe, da bi zakon moral vsebovati določbo, da so upravljavci do državne pomoči upravičeni le, če imajo pomorščaki na upravljanih ladjah zagotovljeno pripravništvo, pa vlada dodaja, da taka določba ni skladna z nameni in cilji zakona, saj upravljavci le posredujejo posadko in so ladjarju odgovorni, da ima posadka vse potrebne in primerne certifikate, zato ne morejo na ladjo vkrcati pripravnikov brez potrebnih certifikatov. Vključitev takšnega pogoja bi pomenila, da najverjetneje nobeno upravljavsko podjetje ne bi vstopilo v to shemo. In v povezavi s to shemo je pomembno poudariti tudi to, da je sistem davka na tonažo oblikovan na način, da mora zavezanec pred vstopom v sistem izpolniti določene pogoje. Ko pa enkrat je v tem sistemu, mora v njem ostati za celotno obdobje trajanja. Medletni prehodi zavezanca iz enega v drug sistem po pravilih državne pomoči namreč niso dovoljeni. Morebitno izglasovanje veta na ta zakon, s katerim se uskladi veljavna zakonska pravila z veljavno odločbo Evropske komisije, postavlja vprašanje, ali so usmeritve navedene v resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije še vedno aktualne. Torej postavlja se širše vprašanje, ali je pomorstvo za Slovenijo sploh še pomembna in potrebna panoga, oziroma ali se prepozna pomen na eni strani pomorstva kot gospodarske panoge in na drugi strani vendarle tudi kot ohranjanje pomorskega znanja. Nepodpora zakonu bi lahko pomenila, da pomorska panoga za Slovenijo ni pomembna. Obenem pa bo vlada v tem primeru primorana prilagati zakon o razveljavitvi zakona o davku na tonažo, da odpravi nezakonito prejemanje državne pomoči. Tako postopanje bi imelo negativen vpliv na ohranjanje pomorske panoge v Sloveniji, pa tudi na druge gospodarske in negospodarske panoge, ki so odvisne od pomorskega znanja in izkušenj. Posledično bi to imelo negativni vpliv na obstoj izobraževanja in usposabljanja bodočih pomorščakov v Sloveniji. Ti pa so svojim znanjem ključen kader za izvajanje nalog pomorske inšpekcije in izvajanje nadzora varnosti plovbe na morju in zagotavljanja varnega delovanja koprskega pristanišča. Glede na navedeno, vlada vendarle predlaga, da predlaganega veta na že sprejeti zakon Državni svet ne bi podprl. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljev zakona. Kot pristojno delovno telo je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnavala predlog odložilnega veta. Sprašujem pa, ali želi predstavnik oziroma predstavnica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obrazložiti mnenje komisije. Magistrica Marija Lah, izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem v dvorani
in nadaljavo. Zdaj, jaz moram uvodoma reči, da Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance vsekakor podpiramo vsa prizadevanja, da Slovenija ostane pomorska država. Vendar je dejstvo, da se zakon, o katerem danes razpravljamo, pravzaprav v ničemer ne razlikuje od zakona, na katerega smo v preteklem letu izglasovali odložilni veto. Prav tako, kot je predlagatelj veta obrazložil, nismo s strani pristojnih ministrstev dobili ustrezne odgovore na številna vprašanja, ki smo jih s tem v zvezi postavljali. Dejstvo je tudi, da Državni zbor pri ponovnem odločanju tega zakona ni sprejel. In ključno pa je, da v novem zakonu ostajajo nerešena številna vprašanja, na katera smo ne enkrat, večkrat opozarjali in jih postavljali, in zakon ne prinaša ustreznih rešitev. Zato bi bilo pravzaprav popolnoma kontradiktorno našemu stališču in razmišljanju, če danes tega veta ne bi podprli. In iz tega stališča je tudi izhajala Komisija za gospodarstvo, ki je veto seveda podprla v upanju in želji, da Državni zbor ponovno zakona ne sprejme in da se vsa že postavljena vprašanja postavi na mizo, se jih preanalizira, nanj odgovori in da tako pripravimo neke ustrezne temelje, tako za zakonodajo, kot tudi za vsebino, da bomo še naprej ostali pomorska država. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsednici Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, magistrici Mariji Lah. Kot že povedano, predlog odložilnega veta so obravnavale tudi interesne skupine. Med njimi interesna skupina lokalnih interesov. Sprašujem poročevalca interesne skupine lokalnih interesov, državnega svetnika Milana Ozimiča, ali želi predstaviti stališče interesne skupine. Da, Milan Ozimič, prosim, izvolite, imate besedo. Državni svetnik Ozimič, prosim, če pritisnete tisti gumbek za glas. Odlično. Hvala. Slišimo vas, vidimo vas. Hvala za besedo. Interesna skupina se je sestala včeraj popoldne v okviru seje za pripravo na današnjo sejo. Obravnavali smo gradivo, ki je tudi tema današnje seje, in iz razlogov, ki so bili danes že večkrat ponovljeni, torej da je interesna skupina oziroma Državni svet že enkrat podprl, izglasoval veto na praktično identičen zakon, kot je danes pred nami, je interesna skupina pravzaprav brez glasu proti odločila, da podpira današnji veto. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu interesne skupine lokalnih interesov. Predlog odložilnega veta obravnava tudi interesna skupina delodajalcev. Sprašujem poročevalca interesne skupine, ki je obenem tudi vodja interesne skupine, državnega svetnika Igorja Antauerja. Državni svetnik Igor Antauer bo predstavil stališče interesne skupine delodajalcev. Gospod predsednik, hvala lepa. Lep pozdrav, kolegice svetnice, kolegi svetniki, goste iz Ministrstva za finance. Mi smo danes imeli sejo interesne skupine delodajalcev in podprli predlog odložilnega veta. Da ne bom bral tega, vsekakor smo se zavedali tega, da je problem statusa Slovenije kot pomorske države, vendar to, kar smo opozarjali, ni nič novega. Mi smo enkrat že razpravljali o skoraj identičnem zakonu in smo enkrat dali o skoraj identičnem zakonu že predlog odložilnega veta. Tako da argument, kako težko je s komisijo se dogovarjati, pa tako naprej, moram reči, ga bom zelo težko požrl. Zdi se mi tudi že nekoliko nenavadno, da nekdo dvakrat pride z istim zakonom, celo v istem političnem sestavu, kot je bil. Ampak pustimo to zadevo. Dejstvo je,
da opozarjajo tiste skupine, o katerih govorimo, ok, pomorci v redu, ampak imamo hkrati šolo, kolega Tomažič je prebral danes, kaj ga je šola opozorila, da pravzaprav ta zakon ne omogoča tistega, kar je gospa državna sekretarka razlagala. Se pravi, zadeve šolanja naših pomorcev. To je prva reč. In druga reč, naš odložilni veto seveda ne pomeni nesprejetja zakona, bo pač mogel državni zbor še enkrat o njem razpravljati in razmisliti, ali je to ustrezna rešitev. Imeti državno pomoč za nekaj, kar je vprašanje, če je naše, večje vprašanje je sicer, kaj se je zgodilo z edinim slovenskim ladjarjem, ampak to ni predmet tega zakona. To je predmet verjetno slabe gospodarske nacionalne politike. Pa ne bomo o tem zdajle. Nesporno, naša interesna skupina je soglasno se odločila, da bo podprla predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, ki ga je obravnaval v državnem svetu, predložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim kolegom Brankom Tomažičem. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu interesne skupine delodajalcev. Predlog odložilnega veta je obravnavala tudi interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Sprašujem, ali želi predstavnica interesne skupine, državna svetnica Bojana Potočan, pojasniti stališče. Hvala lepa za besedo. Torej, rada bi tudi poudarila, da smo tudi naši interesni skupini obravnavali ta predlog veta, da sta dva od podpisnikov tudi člana naše interesne skupine in da je bilo na tak način, kot je tudi bilo predhodno predstavljen ta predlog veta, s tem, da nam je vsem pač znano, kako je potekalo to sprejemanje že v preteklosti. Zato smo potem predlog odložilnega veta soglasno tudi podprli. Hvala. Zahvaljujem se predstavnici interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, državni svetnici Bojani Potočan. Odpiram razpravo. Ali se želijo k razpravi prijaviti državne svetnice in svetniki? V dvorani, kot vidim, ni prijavljenih k razpravi. Nadaljavo se tudi ni nihče prijavil k razpravi. Dovolite, da se k razpravi prijavim osebno. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, s tem, da je Slovenija odprodala edinega ladjarja, ki ga je imela gospodarsko družbo in se želi ohraniti status pomorske države na ta način, da netransparentno ponujamo državno pomoč tistemu, ki je tega ladjarja prevzel, se mi samo od sebe zastavlja analogno vprašanje. V trenutku, ko je ugasnila edina letalska družba, ki smo imeli v Sloveniji, Adria Airways, ali bomo potem takem na enak način ravnali tudi v primeru, ko se pojavi neka letalska družba, ki bo zagotavljala iste storitve, kot jih je zagotavljala Adria. In če ta družba ne bo zagotavljala šolanja slovenskih kabinskih posadk, pilotov, tehnikov, ali bomo ravnali enako. V državnem svetu sedim že tretji mandat in naveličil sem se razlag o državni srebrnini in nečemu, kar moramo ščititi za vsako ceno, ker smo vse take stvari, ki smo jih tako ščitili, znali odkupovati oziroma dokapitalizirati že kar nekajkrat, pa če govorimo o Novi Ljubljanski banki, ki smo jo potem prodali bud zašto, pa še v čem drugem. Še v kakšni gospodarski družbi, ki je bila paradni konj, ki je takoj po paradi odšel v salamo. Državni svet ostaja zavezan k temu, da skrbimo za kakovostno zakonodajo, da skrbimo za interes državljanov in države Republike Slovenije. Nam je čisto vseeno, katera politična opcija in katera politična konstelacija kdaj vlada v tej državi. Cilj, ki ga zasledujemo, je kakovostna zakonodaja, ki potem ne doživi neslavnega epiloga na Ustavnem sodišču ali pa neslavnih sprememb skozi leta z neštetimi novelami zakonov. Pa bi tukaj lahko naštel kar nekaj takih. Mogoče
mislim, da nima smisla, da vam s tem jemljem čas. Zdi se mi, da se nas včasih ne jemlje dovolj resno. In ne jemlje se nas dovolj resno zato, ker ne dobimo argumentiranega odgovora na svoje vprašanja, ki bi nam, kot državnim svetnicam in svetnikom, zagotovile, da s čisto vestjo nek zakon potrdimo ali pa ga ovržemo. Znova bom postavil vprašanje. Od leta 2018 ga zastavljamo. Zakaj ni bila opravljena v tem podjetju državna revizija, ki bi popolnoma upravičila to državno pomoč ali pa dokazala, da ta državna pomoč ni smotrna? Ne najdem nobenega objektivnega vzroka, zakaj ta predlog, potem pa tudi zahteva državnega sveta ni bila izpolnjena. Upam si pa trditi, da zakon v takšni obliki, dokler ne bomo dobili na mizo revizije, ki bo potrjevala trditve predlagateljev zakona, mi ne bomo podprli. Toliko. Hvala lepa. Ugotavljam, da ni več prijavljenih razpravi. S tem je razprava skladno s 43. členom poslovnika zaključena. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnica predlagateljev zakona podati kakšno dodatno obrazložitev? Hvala lepa. Jaz bi samo prosil, če želite. Ne, samo morda odziv vam, bom poskrbela, da boste dobili odgovor na to vprašanje, ki ste ga zastavili. Se opravičujem, nisem vedela do zdaj za njega. Hvala lepa. Sprašujem pa predlagatelja odložilnega veta, ali želi dodatno obrazložiti? Ne želi. Ostane nam samo še glasovanje. Na glasovanje bom dal predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, EPA 1468/8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pričenjamo z glasovanjem. Trenutek. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ugotavljam, da je prisotnih 38 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 36 državnih svetnic in svetnikov, proti ni glasoval nihče. Predsednik. Prosim. Veste, jaz sem imel težavo, sem tudi hotel glasovati za, tako da itak je sprejeto, ampak samo da povem svojo voljo. Ni mi uspel pritisniti. Hvala. Spoštovani državni svetnik Igor Velov, vsak glas šteje, jaz vam pa dajem na poslovniško možnost. Če želite, da glasovanje ponovimo, ga lahko ponovimo, vendar, kot ste sami ugotovili, mislim, da to ne bi imelo posebnega vpliva na izid glasovanja, ampak dolžen sem vas vprašati, ali želite, da glasovanje ponovimo? Hvala za to, ne želim, da ponovimo, ker je namen dosežen. Hvala lepa. K besedi se je prijavil še državni svetnik Dejan Crnek. Preden razglasim rezultat glasovanja, bi prosil, če želite proceduralno. Dejan Crnek, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, se slišimo. Tudi jaz sem imel enako težavo kot kolega Velov, tako da tudi nisem mogel, ker se mi je takrat, ko se je prižgalo, sem je izključil, sem se moral ponovno prijaviti, tako da sem tudi moj glas je za in ni potrebno novega glasovanja, samo da se zapiše, da sem bil tudi za. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane državne svetnice in svetniki, upam, da se strinjate s tem, da upoštevamo, da je od 38 prisotnih državnih svetnic in svetnikov 38 glasovalo za, s tem, da sta dva svoje glasovanje obrazložila potem s tehničnimi težavami, in razglašam rezultat. Ugotavljam, da je državni svet predlagano zahtevo sprejel z 38 glasovi za in nobenim glasom proti.
S tem smo zaključili obravnavo prve točke dnevnega reda in ker smo izčrpali dnevni red današnje 19. izredne seje Državnega sveta, je čas, da se vam vsem prav lepo zahvalim za sodelovanje na današnji seji. Predno pa sejo zaključim, samo še eno sporočilo. Z današnjim glasovanjem je Državni svet pokazal javnosti, da ne glede na to, kdo je predlagatelj zakona in katerikoli politični konstelaciji, ostajamo čvrsto na svojih stališčih. Če se nam zdi, da neka zakonska rešitev ni primerna, bomo o njej glasovali vedno proti. Hvala lepa, želim vam lep zaključek dneva, vsem skupaj voščim ob današnjem prazniku, ko smo Slovenci sebi in zgodovini pokazali, da enotni lahko premikamo gore. Upam, da ta duh današnjega dne izpred 30 let ostaja živ in da se bomo ob najtežjih preizkušnjah vedno znali tako poenotiti. Hvala, seja je zaključena ob 14:40.